65-letni Vladimir Putin je danes prisegel za nov 6-letni predsedniški mandat. Na oblasti je dejansko že več kot 18 let kot predsednik ali pa kot premijer. Na letošnjih volitvah je zmagal v prvem krogu in sicer s kar 76,7% glasov volivcev. Že pred samimi volitvami so njegovega najpomembnejšega opozicijskega nasprotnika Alekseja Navalnega izločili. V soboto so bili sicer po vsej Rusiji protesti proti Putinu. Policija je aretirala več kot 1500 oseb, med njimi tudi Navalnega, ki pa so ga včeraj tudi že izpustili iz zapora. Vulkan Kilauea na havajskem velikem otoku, ki se je ponovno zbudil prejšnji teden, z lavo ogroža več 100 hiš. Do danes so evakuirali več kot 2000 ljudi, načrt evakuacije pa pospešeno izvajajo še naprej. Lava bruha iz vulkana namreč na vsaj 10 mestih, tudi do 70 metrov visoko, in uničuje vse, kar doseže. Ob tem pa se dviga tudi visok dim, strupeni plini pa se širijo po okolici. Ves teden se že tresejo tla, vsak dan imajo tudi več zemeljskih plazov. Geologi ocenjujejo, da se vulkan še ne bo kmalu pomiril, starejši lokalni prebivalci pa izbruh ognjenika pripisujejo boginji vulkanov Pele, ki naj bi bivala prav v Kilauei. Kitajski premijer Li Keqiang se je v predsedniški palači Bogor sestal z indonezijskim predsednikom Jokom Widodom, da bi spodbudila gospodarske vezi med državama, ki imata sicer že 5 let strateškega partnerstva. Po besedah premijerja želi Kitajska tesneje sodelovati z Indonezijo, tako da bi lahko tudi povezala pobudo z razvojno strategijo jugovzhodne Azije. Podpisala sta tudi dokumente o razvoju infrastrukture. Kitajske naložbe in pomoč Indoneziji so se v zadnjih nekaj letih znatno povečale, zlasti v infrastrukturnih projektih, ki segajo od mostov in cest do elektrarn in železniškega sistema za visoke hitrosti.